Jaz sem danes naredil eno napako. Odprl sem novice na vašem planetu. Na začetku si mislil, da gledam znanstveno fantastiko. Potem sem ugotovil, da je to realnost. Dobrodošel na Zemlji, Veso. Najprej vidim napetost z Iranom, vojske, grožnje, politika. Vsi govorijo o miru, medtem ko kupujejo nove rakete. To je naš način za graditi mir. Na mojem planetu, če nekdo reče, gradimo mir, običajno začne saditi drevesa. Mi pa sadimo vojaške baze. Potem gledam, ljudje so morali iz Dubaja hitro domov, ker se je nekaj zapletlo. Evakuacija. Nekateri so bili jezni, ker niso dobili toplega obroka. Dobrodošel v človeški psihologiji. Čakaj, država jih spravi iz potencialno nevarne situacije. Letalo, organizacija, logistika. Potem je problem, ker ni bilo juhe. Če bi bila juha, bi bil problem, ker ni bila dovolj vroča. 34 ur na poti, jaz še nisem imel toplega obroka. Na letalu samo sendviči, Jaz počasi razumem, zakaj vaš planet potrebuje terapevte. Potem pa še ena zgodba. Epsteinovi dokumenti. Ja, to pa je ena zelo temna zgodba. Milijarder, otok, elita, politiki, znani ljudje in ogromno vprašanj. Any age, really. Did they ever say they might kill you? They threatened to kill my little girl, who, when I left, was still at the house. A friend? Huh? What little girl? My little girl, Alex. She's about 4 now. You mean you had a child? Yeah, How old were you when you had that child? 11. Na mojem planetu, če ima kdo otok poln skrivnosti, ga preiščemo v 3 urah. Na Zemlji to traja vsaj 10 let. In potem ljudje še vedno ne vedo, kaj je res, ker resnica pogosto ni prijetna. Ampak najbolj zanimivo pri vašem planetu ni politika. Kaj pa je? Vi ljudje, medtem ko se na vrhu sveta prepirajo politiki, medtem ko se razkrivajo škandali, medtem ko mediji kričijo, ljudje doma sedijo in se prepirajo v komentarjih. Veso, to je naš nacionalni šport. Eni kričijo, to je zarota, drugi kričijo, ne, to je propaganda, tretji kričijo, ti si idiot, medtem ko resnica nekje vmes tiho sedi in si misli, ali me bo kdo sploh poslušal. A veš, kaj je največji paradoks? Kaj? Ljudje imamo danes več informacij kot kadarkoli v zgodovini, ampak manj modrosti kot kadarkoli prej. Tudi to sem opazil. Na vašem planetu ima vsak telefon in dostop do celega sveta, ampak pogosto nima dostopa do lastnega razuma. Jaz sem prišel raziskovati Zemljo in zdaj imam občutek, da bi moral najprej raziskovati človeški ego. Pokvarjenost, izprijenost, perverzijo, sprevrženost, pokvarjenost moči, moralni razvoj. To je večja galaksija kot pa vesolje, Veso. Ampak kljub vsemu, vaš planet ima nekaj posebnega. Ja, kaj le? Sredi vsega tega kaosa še vedno obstajajo ljudje, ki razmišljajo, ki čutijo, ki pomagajo. Seveda, da obstajajo. Samo niso tako glasni kot norci. Pametni ljudje redko kričijo. Torej, povzetek današnjega dne na Zemlji. Vojne, škandali, evakuacije, teorije in milijoni ljudi, ki poskušajo razumeti, kaj sploh gledajo. Jaz bom jutri spet preveril novice. Si prepričan, zakaj? Ker vaš planet je kot serija na Netflixu. Vsaka epizoda je bolj nora od prejšnje.